Parkiranje, bočno, paralelno, vzvratno, natesno, kakršnokoli že, velja za enega najbolj nepriljubljenih vozniških manevrov. Tudi ko smo se spravili skupaj nad vozniške fobije, se vas je zelo veliko oglasilo in reklo, da imate prav s parkiranjem največ težav. Kaj pa, če bi avto parkiral avtonomno, samodejno, robotizirano? Nekateri izmed vas, ki ste nam pisali, ste rekli, da parkiranja tako zelo ne marate, da včasih parkirate kar zunaj velikih trgovskih centrov ali urbanih mest in se v center mesta zapeljate z avtobusom. Sistemi za pomoč pri parkiranju niso nova avtomobilska iznajdba. Je pa res, da so v zadnjih evolucijah naredili velik korak naprej. Če so bili prvi sistemi še zelo okorni in so zahtevali veliko sodelovanja voznika z strojem, da je stroj na koncu nekaj naredil sam, potem najnaprednejši sistemi danes zmorejo tako senzoriko, da je sodelovanja res malo. Kar smo preizkusili z vami, je, da človek z nekaj pritiski spravi stroj v delovanje, da naredi zapleten manever popolnoma sam. Mogoče se nam včasih zdi parkirni prostor, ne vem, prekratek, preozek, sistem ga pa zazna, ne, in potem, če avto samodejno parkira, mi to ne bi povzročalo nekega stresa, ne. Zdaj pa, da nekam v neko luknjo, po domač povem, stiskaš avto noter, pa nisi zihar, pa zadaneš, kaj ni glih najboljše. Tehnika več kot očitno deluje. Tehnika samega parkiranja se ni nova, je že nekaj let na sceni, ampak je izpopolnjena, bi rekel, izpiljena. Ford očitno zelo zaupa temu njihovemu sistemu, ker so naštimali in vspred in vzadi njihov avto. Jaz sem bil malo skeptičen na začetku. A naj povemo, da tokratni testatorji niso bili vozniki, ki bi tak sistem nujno potrebovali. Ne bom rekel, da mi od 100-krat rata, ne, ampak mi rata pa 99-krat. Ne. Vse pa zgodi včasih, da tudi jaz popravljam. Ne. Nimam toliko težav mogoče kot kdo drug, no. Sem se v tolikih letih kar precej navadila. Bo tudi bočno in klasičen rikverc, kar obvladam, no. Je pa potem v današnjemu poizkusu vidim, da je veliko lažje, če bi avto sam to zmogel. Peleš 30 km/h in tudi če ne pritisneš senzor ves čas, spremlja okolico in če je zaznal nekje, da je luknja, bi parkiral noter. Zdaj pa pritisnem P, s tem mu daš prvi ukaz. Rad bi parkiral, evo. In zdaj se odločiš, za kakšno parkiranje boš imel, ne. Zdaj ga imaš zvratno noter, se pravi zbereš tega, ne. Tako. In zdaj moraš samo še to dati povedati, a boš levo ali desno, se pravi, zdaj bi levo parkiral, daš pa žmigovec. Evo, tako. In zdaj samo spustiš gas, pa peleš naprej, da ga on detektira. Zdaj enega je že, ampak tega bo preskočila. Greva naprej, še naprej, zaznal ga je stop. Zdaj daš pa v N. Zdaj pa spustiš zavoro in pritisneš tega in ga držiš. In spustiš zavoro in nič več, ne gasa, ne bremze, nič. Zdaj pa sam pustiš. In čakaš, pišeš SMS-e, greš na Instagram in druge stvari. Volan je treba čist primir pustiti. To je sicer kar težko, ker si navajen nekako volansko zdržati. Ko je bilo malo stresno, no, ker ves čas misliš, a se bo avto ustavil, a se ne bo, a bo zavil ali ne bo zavil. Sem gledal samo kamero, špeglov sploh pozabiš, odmisliš na ostalo. Sem gledal kamero, ja, če bomo prav čas ustavili, ne. Mravljinci so me blatavali po nogah, ker bi pričakoval, da bi zavoro pritisnil, ampak sem mu čist zaupal, on je za to in on to ve, kako mora narediti. In to je opravil z odliko, brez napake. Zaupam tehniki, a ne, načeloma zelo veliko. Razen pri kakšnih teh akcijah, kakor smo probali, da gre nekdo, kakšen človek zadaj stop, prav načrtno, to mu še ne bi prepustil avtu, da sam ustavi.